Naslednji razpravljavec, gospod Miloš Židanik iz Nastine Barke. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovani ministrici, kolegi in kolegi, hvala za besedo. Prijavil sem se na razpravo po besedah predstavnika Zadružne zveze in v mislih sem imel tudi prispevek ministrice za kmetijstvo v smislu spodbujanja živinoreje. Dovolite, da imam glede tega nekoliko drugačno razmišljanje, pa verjamem, da je to dobrodošlo v smislu enega brainstorminga. Mislim, da se ne moramo več slepiti, da je živinoreja eden izmed glavnih vzrokov za klimatske spremembe, za onesnaževanje okolja, za izginjanje naravnih ekosistemov in za izginjanje števila prostoživečih živali. Po podatkih World Wildlife fundacije je samo v času mojega življenja, ene generacije, od leta 1970 do danes, izginilo 69% prostoživečih živali zaradi delovanja človeka in s tem in njegovih potreb po živinoreji. Tako da poleg tega bi opozoril, ker najprej se vprašamo, kaj to pomeni za nas, za ljudi. To ni dobro za nas ljudi, ne iz zdravstvenega vidika. Kot vemo, je par let nazaj Svetovna zdravstvena organizacija opozorila, da meso vseh sesalcev povzroča raka, je rakotvorno, še posebej procesirana živila in je v isti skupini kot azbest in cigarete. Druga zadeva so delavci v mesno-predelovalni industriji. Raziskave kažejo, da je med njimi dosti več alkoholizma, nasilja med štirimi stenami doma in dosti več socialnega umika. Poleg tega vam je vsem na voljo ena raziskava glede kolin na malih kmetijah, gospod je omenil prav male kmetije, in kako razdiralne posledice so za otroke, ki so priča kolinam, za njihov osebnostni razvoj. Tako da živinoreja je slaba za živali, za okolje, za ljudi. Evropska raziskava je pokazala, da samo če bi mi šli na vegetarijanstvo v Evropi, da bi prihranili 40% pitne vode. In če bi samo ukinili govedorejo, niti ne perutnine, drobnice, samo govedorejo, da bi namesto, da bi z temi njivami, ki so namenjene prehrani goveda, da bi tu posadili koruzo za prehrano ljudi, da bi lahko prehranili 8 milijard ljudi, koliko nas je zdaj na svetu. In vemo, da naslednja svetovna vojna je svetovna vojna za vire, za hrano, za vodo. In moj predlog bi bil, če smem, namesto, da bi država financirala nove hleve, da bi preusmerila strategijo razvoja kmetijstva v smislu pridelovanja biološko pridelane hrane rastlinskega izvora. In v teh hlevih, ki so zdaj zastarani, bi lahko pridelovali na primer gobe. Ni jih treba porušiti. In kmete bi se lahko finančno stimuliralo za preusmeritev v drugačen način služenja denarja v končni fazi. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa dajem besedo